dneve slovenske uprave, tega nikoli ne naredimo malo čez prst, pa po občutku, pa po intuiciji, ampak pogosto uporabimo za to neke dokaze. Podatke o udeležencih iz preteklih konferenc, analize evalvacijskih anket, ki jih vsakokrat izpolnite udeleženci konference, potem mnenja, ki nam jih predate med odmori, med druženji. Skratka, lahko bi rekli, da se številne odločitve pri organizaciji dnevov slovenske uprave sprejmejo na podlagi dokazov. In tudi tema te okrogle mize so dokazi oziroma z dokazi podprto oblikovanje javnih politik. Gre za relativno kompleksno področje, gre za nek koncept na področju javnih politik, ki zagovarja, da je potrebno za oblikovanje le-teh uporabljati neke rigorozno pridobljene podatke z ustreznimi, relevantnimi, verodostojnimi znanstvenimi metodami. Za razliko od oblikovanja politik na drugi strani, kjer se uporablja zdrava kmečka pamet, intuicija in neka osebna mnenja oziroma stališča, celo ideologije. Gre še za toliko bolj kompleksno področje, ker terja številne veščine. Ključni elementi z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik so kakovostni podatki, analiza le-teh in pa veščine za analizo takšnih podatkov in ne nazadnje ključno podpora politike za uporabo znanstvenih informacij pri oblikovanju javnih politik. Kompleksno področje terja različne profile pri diskusiji o javnih politikah oblikovanih s pomočjo dokazov. Zato so z nami najprej na čisto levi profesorica Irena Bašlija-Brajnik iz Fakultete za družbene vede, katedre za analizo politik in javno upravo, ki to področje proučuje tudi kot raziskovalka in ima dober nekak helikopterski pregled nad tem, kako zrelo je to področje v slovenskem upravnem prostoru. Potem imamo na povsem desni strani dr. Tila Rozmana, vodjo sektorja za kakovost predpisov in razvojno načrtovanje iz Ministrstva za javno upravo in tudi vodjo stičišča za oblikovanje javnih politik, ki predstavlja neko horizontalno podporo oblikovanju vseh javnih politik v slovenskem upravnem kontekstu. Potem pa še dve predstavnici dveh konkretnih javno-političnih področij. Spet na moji levi, magistra Ingrid Kovšcar-Pušenjak iz pravno-sistemskega sektorja Direktorata za vode iz Ministrstva za naravne vire in prostor in zopet na moji desni doktorica Tanja Trštanovska, vodja sektorja za kakovost in analize iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Torej, magistra Kovšcar-Pušenjak, doktorica Trštanovska boste pa predstavili izkušnje z področja z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik na dveh izbranih javnih politikah, torej vode in pa šolstvo oziroma izobraževanje na drugi strani. Različni profili, zato najprej vprašanja za tri udeležence iz prakse. Kaj vam v vaši vlogi predstavlja z dokazi podprto oblikovanje politik in kako v praksi udejanjate takšno oblikovanje politik? Začnimo kar z dr. Rozmanom na mestu. Hvala lepa za vabilo. Žal mi je, da sem se šele zdaj priključil na konferenco, ker kakor slišim, je bila včeraj razprava tukaj fantastična, tako na uradnem delu, kot tudi in zlasti potem popoldne in zvečer. Tako da se bom trudil tudi, da vas ne bom uspaval s svojimi kratkimi izvajanji. Kar se tiče, se pravi, zdaj z dokazi podprto oblikovanje politik, da mogoče samo umestimo en večji kontekst. Gre za področje, ki paše v upravno področje boljše zakonodaje. To je področje, ki zdaj normativno je urejeno v resoluciji o normativni dejavnosti v Sloveniji. Gre za, resolucija pravi, se pravi, kaj so kakovostni predpisi, pa smiselno enako seveda lahko velja tudi za javne politike, torej širši kontekst. In sicer gre za, se pravi, kakovostni predpisi so tisti, ki so pravno pravilni, vsebinsko ustrezni in nomotehnično urejeni, tako reče resolucija o normativni dejavnosti, ki tudi daje velik poudarek temu, kako smiselno in nujno je,
da pripravljalec predloga predpisa natančno opredeli, kaj je cilj, ki ga želi doseči s tem predpisom, da pripravi različne možne alternative, kako doseči ta cilj, naredi presojo posledic za vsako od teh alternativ, nato izbere pač eno in utemelji, zakaj jo je izbral. Področje boljše zakonodaje seveda zdaj ni slovenska specifika, ampak je tudi ena izmed politik Evropske unije, ki definira področje na način, da pravi, da so boljše politike oziroma boljša zakonodaja tista, ki je oblikovana na podlagi dokazov, dejstev, številk, analiz, ki je bila pripravljena na način, da so bile javnosti različne vključene v pripravo in ki je takšna, da je čim manj obremenjujoča in da je tudi jasna. Zdaj, zakaj je pomembno področje boljše zakonodaje in pa oblikovanje politik na podlagi dejstev? Morda to bi si človek rekel, da je to self-evident, samo po sebi očitno, pa niti ni po mojem. Zdaj, prvo, zakaj je pomembno? Zato, ker so takšne politike bistveno bolje dosežejo cilj, ki si ga zadane, so bistveno bolje implementirane, zlasti, ker so deležniki bili vključeni že v njihovo oblikovanje. In nikakor ne najmanj pomembno, je pa to, da pomembno prispevajo tudi k zaupanju. Zaupanje je rekel pač, je temelj demokratičnega javnega upravljanja, je neko vezno tkivo, ne samo med državo pa državljani, ampak tudi za družbo kot tako pomembno. Slovenija je, mislim, da je generalna direktorica Treven včeraj to tudi izpostavila, bila udeležena v prvi OECD raziskavi na temo zaupanja v javne institucije v letu 2023. Poleg tega je Slovenija tudi naročila posebno analizo, študijo, ki je analizirala te splošne podatke iz raziskave OECD in pozor, ključni dejavnik, ključni gonilnik, driver, ne vem, kako se lepo to slovensko prevede, zaupanja v vlado je percepcija prebivalk in prebivalcev o tem, a vlada oblikuje politike na podlagi dejstev, dokazov ali ne. Se pravi, to je ključni gonilnik. Zato je vsekakor pomembno razumeti tudi oblikovanje politik v tem širšem kontekstu oziroma pomen oblikovanja politik na podlagi dejstev, dokazov. Pa mogoče to. Hvala za uvodne besede, zdaj pa še prosim dr. Toštanovsko. Kaj je torej na vašem področju predstavlja z dokazi podprto oblikovanje javnih politik in kako ga udejanjate na področju vzgoje in izobraževanja? Hvala za vabilo, dober dan. Torej, mogoče bom govorila bolj z stališča sektorja, ki ga vodim. Ta sektor je razmeroma nov, ustanovil se je pred 4 leti in še malo, ko smo se na Uradu za kakovost izobraževanja prestrukturirali in smo dodali ta sektor prav iz naslova prepoznavanja, da je skrb za podatke in analizo neka temeljna gonilna sila razvoja kakovosti izobraževanja, ne zgolj predpisov, ampak tudi razvojnega delovanja v tem širšem pogledu. Za nas je, se pravi, z dokazi podprto oblikovanje politik vgnezdeno v skrb za kakovost podatkov, v skrb za zbiranje podatkov, v skrb za povezovanje teh podatkov v neka analitična dognanja, nad katerimi zelo bdimo, in potem v skrb za komunikacijo analitičnih dognanj v primernih oblikah do različnih javnosti. Tukaj se soočamo s kar veliko izzivi. Imamo več naročenih zunanjih analiz, naročamo evalvacijske študije. Pogosto so to 500 in več stranski dokumenti. Sami veste, kako je, ko raziskovalci poglobljeno primejo neko področje v roke. Potem pa imamo na drugi strani ministra, državnega sekretarja, direktorja direktorata, ki bi želel imeti stvari na eni strani. Tukaj je eden večjih izzivov komunikacija, torej dognanj, pri čemer ne želimo narediti škode v globini, ki nam jo neko poročilo prinese s tem, da ga sploščimo na eno stran.
To je eden od izzivov, recimo, s katerimi se soočamo. Hkrati je za nas podpiranje področja z dokazi podprtega oblikovanja politik tudi povezovanje v mednarodni prostor. Ena ključnih stvari, ki jih na področju izobraževanja imamo, je povezovanje v skupine Evropske komisije delovne, v skupino za indikatorje na evropski ravni, v omrežja OECD in pa Sveta Evrope. S tem pridobivamo ne samo nacionalne, ampak tudi mednarodno primerljive podatke z zelo rigoroznimi metodologijami, ki nam lahko služijo pri umeščanju v širši prostor. Ne nazadnje, kadar pripravljamo predpise, se od nas vedno pričakuje, da pridodamo tudi mednarodno primerjavo. Imamo poleg statističnih podatkov, o katerih sem zdaj govorila, na voljo in raziskovalnih podatkov, na voljo velike mednarodne raziskave znanja učenk in učencev, ki jih izvajajo mednarodne organizacije in nam omogočajo pogled v trende. To so zelo rigorozno zbrani podatki, s katerimi zelo globoko delamo in jih tudi sekundarno analiziramo glede na specifična vprašanja, ki jih pri razvoju politik imamo. In ne nazadnje je za nas skrb za z dokazi podprto oblikovanje politik tudi skrb za iskanje vprašanj in sivih con. Kje smo torej v zvezi z dokazi še povsem šibki? Torej, katera so tista področja, ki jih je še treba razkriti, katere teme moramo poiskati, naročiti crpe, analize, evalvacijske študije, zato da se bomo pravzaprav lahko usmerili. Toliko za začetek. Hvala. In če smo že prej govorili, da sta ključni entiteti, v katerih se tvorijo zbirke podatkov na vašem področju, torej otroci oziroma učenci in dijaki, pa imamo na področju magistre Pušenjak-Kovsca to entiteto vode. In torej, kaj na vašem področju predstavlja z dokazi podprto oblikovanje politik in kako ga vi udejanjate na področju vodarstva? Ja. Jaz bi uvodoma povedala, da v bistvu pri nas sta dve področji zelo pomembni. In sicer so to res vodni viri, zaščita vodnih virov in na drugi strani področje prostora. Ker smo kot ministrstvo pristojno za vode in prostor, tudi za rudarstvo in še za druge zadeve, podvrženi spoštovanju Aarhuške konvencije, ki je bila preko direktive potem tudi implementirana v ZVO, zakon o varstvu okolja. In je v bistvu zelo pomembno, da mi, ko pripravljamo predpise, to počnemo zelo natančno in čim bolj poglobljeno. In sicer preko raznih študij, ki jih pridobivamo predvsem od organov v sestavi. Imamo namreč 4 organe v sestavi, Direkcijo za vode, potem GURS, inšpekcijo in pa seveda Upravo za jedrsko varnost. Tukaj bi izpostavila Direkcijo za vode, kjer se res pripravlja veliko teh, bom rekla, strokovnih podlag, ki so kasneje uporabljene pri pripravi zakonov oziroma uredb. Sodelujemo pa tudi z IZVRS-jem in pa z Geološkim zavodom. Prav zaradi spoštovanja Aarhuške konvencije, katere prvi temelj je dostop do informacij javnega značaja, je zelo pomembno, da mi vse zakone pripravljamo z mislijo na to, da nas kdorkoli od javnosti lahko kadarkoli, karkoli vpraša, kajti dostop do okoljskih podatkov mora biti odprt. Se pa pri tem seveda soočamo z veliki izzivi, ker je že varstvo narave, ima tako visoko postavljene standarde, da potem, ko želi prostor nekaj umestiti v prostor, vedno zadevata eden od drugega in imamo mi v bistvu že v tej prvi fazi veliko usklajevanj, zelo kompleksne zadeve za reševati, ampak je res tudi zelo pomembno, da imamo podlage, ki so up to date, da tako rečem, zato moramo, smo po zakonu zavezani vsakih 5 let pregledovati ažurnost teh podatkov, ki so potem tudi podlaga za sprejemanje zakonov oziroma podlag oziroma politik kasneje. Ok, več o kakovosti teh podatkov in izzivov v nadaljevanju, še pred tem pa profesor Bačlija Brajnik,
Ponavadi se v take diskusije vključijo tisti, ki so na tem področju že kaj naredili. Ne? To pa vendarle ni nek reprezentativen vzorec, ne? In ne kaže nekega celotnega stanja, torej kako zrelo je področje z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik v slovenskem upravnem kontekstu. Kakšna je vaša ocena glede tega? To je zdaj impliciram, zdaj so govorili tisti, ki so nekaj naredili, zdaj pa povedala še nekaj tiste, ki še ni več naredila. Zelo hvala za povabilo na tole okroglo mizo. To je po moje tema, ki se absolutno premalo posvečamo. Se pravi, kakovost zakonodaje. Zdaj, lepo, da imamo tukaj sogovornike, ki razumejo, kaj pomeni, da moramo uporabljati podatke, čeprav tudi svoje pasti ima, evidence-based policy, pozitivističen pristop znanosti ima zmer svoje omejitve, že posegamo v naravoslovje, se že umikamo tudi mogoče v nekih drugih civilizacijskih dosežkov, ampak recimo, da je to zdaj nek trend, ki ne bo nikamor šel. Jaz sem malo večkrat skrivžen, kadarkoli poslušam samo o teh indikatorjih, indikatorji hitro postajajo neobčutljivi, imate po parih letih lahko praktično ne merite več zadeve, ki želite meriti, tako da tudi tukaj treba biti pozoren. Na zadnji pregledi, ki smo jih upravljali skupaj z tujimi strokovnjaki in primerjalno gledano z drugimi državami, nam povedo sledeče. V Sloveniji se visoki javni uslužbenci ali pa javni uslužbenci bojijo, generalno gledano, in seveda prisotni izvzeti, bojijo sami postavljati neke teze na podlagi podatkov, ki jih imajo. Raziskave, ki še niso objavljene, kažejo na to, da smo zelo ujeti v dejstvo, da imamo določeno upravno tradicijo, izhajajoč iz tega, da smo v nekem polpreteklem sistemu imeli drugačen sistem, kjer čakamo, da nam nekdo od zgoraj pove, kaj naj se zgodi. V tujini je, ko nekomu rečeš, ti si javni uslužbenec in oblikuješ javne politike, se s to trditvijo v visoki meri strinja. Pri nas je to strinjanje izjemno nizko. Naši javni uslužbenci nimajo občutka, da kreirajo javnih politik, ker je to nekaj, kar počnejo politiki, kar seveda ne drži. Kje smo šele potem, da se to pripravlja kakovostno? Z nekaterimi svetlimi izjemami. To, da nekaj objaviš na portalu e-demokracije za 30 dni, se pravičujem, to ni nobeno sodelovanje. Tudi resolucija vam govori, da morate imeti 2 kroga, eno, preden sploh začnemo razmišljati, a bomo sploh spremenili zakonodajo, in drugega, ki sledi potem. Torej, vse to, kar naša resolucija določa, in jaz se strinjam, da ta resolucija taka, kot je dobra. Samo jo ne uresničujemo. In zdaj vprašanje pa je, kaj se dogaja. Jaz ne vem, ampak razmišljamo, da bi dali še eno raziskavo. Ali je stvar v tem, da ni usposobljen kader, se pravi, pripravljalci zakonodaje niso usposobljeni za delati z podatki, recimo niso družboslovni informatiki in tako naprej, ni nekdo, ki ve, kako s podatki pravzaprav delati, ker delati s podatki je tudi, bomo rekli, strokovno zahtevno, ali pa da bi bili to neki timi, da bi bili to zraven, večinoma potem noter najdemo, in to je bila taka zanimiva anekdota z ene delavnice, kjer so bili pravniki, ki so se s tem ukvarjali čisto iz sebe, ker so rekli, jaz sploh ne vem, kaj iščem, jaz sploh ne vem, kaj naj izračunam. Seveda, če niso za to usposobljeni. Da imamo neke interdisciplinarne time, kjer so noter tudi ljudje, ki to počnejo. Kljub spet opozarjam, pozitivizem je treba tudi mačkati dati na stran. Druga stvar, ki se sprašujem, torej ali prenizka sposobnost ali pa B, prevelik vpliv političnih funkcionarjev. Da dejansko ne rečejo, joj, tole je problem, dajte 2, 3, 5 alternativ, kako to rešiti, ampak rečejo, jaz vem, kaj je rešitev, ker sem že včeraj Bajdovaj omenil na eni okrogli mizi ali pa na ne vem kaj, božičnica ali karkoli, neko rešitev ima, jaz sem jo že napovedal, ti jo pa argumentiri, da bo dobra. In zdaj ne vemo, ali eno je drugo, jaz ne moram trditi, ker nisem mogoče pa neke resnice nekaj vmes, malo vsega, lahko da še neka tretja stvar. Torej, ta občutek sem jaz helikopterskega vidika, ki ste prej rekli, dobila, raziskan pa ni, tako da trditi pa ne moram. A lahko še kakšna beseda o tej skrbi pred preveč pozitivističnim znanstvenim mišljenjem?
To je zdaj en tak narek sveta, ne? Se pravi, gibamo se v to smer. Jaz nisem humanist po duši, jaz sem po duši pozitivist, ne? In dejansko jaz verjamem v številke, ampak tukaj je zelo veliko omejitev. Treba se je zavedati, da indikatorji včasih merijo zelo nek ozek segment, merijo stvari, ki so pogojene z drugimi stvarmi, včasih imate v kakšnih indeksih dva indikatorja, ki merita isto stvar, indeksi niso primerno uravnoteženi. SURS, ne vem, če tukaj kdo je SURS-a, smo imeli kakšne razprave, tudi kdaj merijo kaj, pa napišejo, da merijo nekaj, pa kad dobro pogledaš definicijo, ni to, kar merijo. Tako da tukaj kakovost podatkov je zelo pomembna, treba si pa znati tudi dobro interpretirati. Se pravi, ta skrb povezana z bolj ali manj ustreznimi metodološkimi pristopi. Jaz mislim, da je skrb povezana z tem, da tisti, ki ste strokovnjaki iz področja, kjer se oblikujejo javne politike, ker to spremljate desetletja, ker poznate vse, je treba tolmačiti zdravorazumsko. Ne samo padati na neke indikatorje, ki so slučajno, ko sem šel na SURS, pa sem dal ključna beseda rast prebivalstva in zdaj mi ven padali 5 indikatorjev in to je to. Treba je to interpretirati in včasih ni znanja. Saj nimamo vsi vse, tudi jaz to preberem, včasih pa si mislim, no, bom nekoga vprašala. Rabimo tudi to znanje, ne? Znanje, kako upravljati z indikatorji, pa tudi z indeksi, pa tudi z mednarodnimi podatki. To je tukaj lahko kontraproduktivno. Ne? Po drugi strani pa komu tudi paše, da potem lahko argumentira, kar se mu zazdi. Ne? Pa vse je v redu. Ja. Hvala, dr. Rozman. Profesorica Bašina Blatnik je že prej z resolucijo malo načela moje naslednje vprašanje oziroma ga uvedla. Kako je z dokazi podprto, torej v kateri fazi sprejemanja zakonodaje ne bi se ti dokazi zgodili? Kako je to umeščeno v sistemsko sprejemanje javnih politik oziroma zakonodaje? Hvala. Če se smem sam odzvati na en delček, meni zelo zanimivega izvajanja profesor Bačlije Brajnik glede v bistvu uporabe podatkov pa vloge SURS-a. Zdaj, pa bi se tukaj navezal na rezultate iz te OECD študije o zaupanju v javne institucije iz leta 2023, nekaj je pokazala, se pravi, da po eni strani prebivalci, se pravi, percepcija prebivalcev o tem, a vlada pripravlja politike na podlagi podatkov, da ima reči, da je to en ključni oziroma ključni gonilec za zaupanje v javne institucije pa v vlado nasploh. Po drugi strani ti isti ljudje izkazujejo veliko skepso, da javni ali pa vladni podatki držijo. Se pravi, hočeš, da vlada pripravlja na podlagi podatkov, podatkom pa ne zaupaš. Oboje ne izhaja za Slovenijo. Potem še zanimivo mi je to, da recimo SURS, pa se bodo predstavnice oglasile, če bodo želeli, ampak da je SURS recimo njena Svetovna banka, vem, da meri statistične urade, performance statističnih uradov po svetu, zdaj po njihovih teh indikatorjih je slovenski SURS top performer, mislim, da je 7. na svetu. Se pravi, ko se mi zdi ogromno enih kontradiktornih dejstev. Vse to so dejstva, jaz jih ne znam prav pametno zložiti v glavi. Glede pa zdaj vprašanja, se pravi, na kakšen način, kako se, kaj so recimo tudi instrumenti za oblikovanje politik na podlagi dokazov. Zdaj, ključna instrumenta sta ex ante, se pravi vnaprejšnja presoja posledic predpisov, se pravi, da narediš oceno, kakšne učinke bo imel predpis in pa potem naknadna evalvacija. Zdaj, kar se tiče te vnaprejšnje presoje posledic predpisov, je tako, da je ta predpisana in je obvezna. Neobvezna je za vse zakone in tudi za vse se pravi podzakonske akte, ki jih sprejema vlada. Edina izjema je za zakone, ki so sprejeti po nujnem postopku. V tem primeru pa velja, da mora predlagatelj tega predpisa, ki je bil sprejet po nujnem postopku, potem po 2 letih izvajanja pripraviti evalvacijsko poročilo in ga predložiti vladi v obravnavo. Zdaj, kar se tiče priprave ocen učinkov, se pravi, kako tukaj se odrezamo. Zdaj, na Ministrstvu za javno upravo smo med drugim pristojni za področje boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir, kar pomeni, da
v številkah prejmemo približno 500 predpisov na leto, da jih pregledamo, ne, se pravi, si nadanemo očala, odprave administrativnih ovir in boljše zakonodaje in pregledamo predpise. Zdaj, ne, ugotovimo lahko, da ne, ocene učinkov, ki so pripravljene, ne, so več kot samo izjemoma pripravljene na način enostavčne povedi, ne, ki je predlog predpisa nima učinkov na ta in ta družbena področja, kar te pol vodi k vprašanju, zakaj pa potem nekaj reguliraš, še ne bo nobenega učinka, oziroma sam predvidevaš, da ne bo nobenega učinka. Zdaj, zakaj je tako, ne, jaz bi rekel, da se bom oprl na to, kar že resolucija o normativni dejavnosti iz leta 2009, a ne govori, to pa je, da se predpisi pripravljajo pod zelo velikim časovnim pritiskom. In mislim, da je pač to znaten del razloga, zakaj so potem tudi presoje posledic včasih pripravljene na tak način. Zdaj, v Sloveniji nimamo centraliziranega regulativnega nadzora, se pravi, nimamo v enem organu, pa ni treba novega organa, ne s fitusom pa tajnico, ampak pač lahko v katerem obstoječih. Torej, nimamo v enem organu centraliziranega, ne, se pravi, nadzora kakovosti predpisov javnih politik. Ne, ampak imamo to decentralizirano, ne, da rečem, nomotehniko pogledal SPZ, GSB bo nekaj drugega gledal, minimujev bomo nekaj tretjega gledali, ne, potem vsak resor pogledal presojo posledic predpisov na njihovo družbeno področje in tako. Zdaj, OECD nam je leta 2018 v regulatornem pregledu za Slovenijo dal eno priporočilo. Tudi ne, to priporočilo, ki do zdaj ni bilo uresničeno, to pa je, ne, da je potrebno centralizirati regulativni nadzor. Zdaj, zelo dobra praksa, se mi zdi, na tem področju obstaja v številnih državah, ne, recimo Nizozemska je ena taka tipična, ampak obstaja pa tudi na ravni EU. Ne, se pravi, Evropska komisija, kot ne, se pravi, ne, tisti, ki je generator EU zakonodaje, predlagatelj, pripravlja za vsak zakonodajni akt oceno učinkov. Potem pa obstaja Regulatory Scrutiny Board, ki je neodvisen organ, ki ga sestavlja 9 strokovnjakov, 4 zunanji eksperti, en predsednik pa 4 visoki uradniki iz Evropske komisije, ki je svetovalno telo kolegija komisarjev in njihova naloga je, da pregleda zakonodajne predloge izključno z vidika kakovosti ocen učinkov. In ima možnost podati pač mnenje brez pripomb s pridržkom ali negativno. Mnenje seveda ni zavezujoče, ne? Ampak ne, že samo dejstvo, da ti veš, da bo nekdo pregledoval tvoje predloge predpisov, ne, tako natančno, po mojem deluje zelo dobro preventivno pred tem, da jih boš površno pripravljal. Hkrati pa seveda tudi zdaj kolegi komisarjev potem, ko dobi na mizo, se pravi, mnenje svojega svetovalnega telesa, da ocena učinkov ni dovolj dobro pripravljena, ne, pač je vsaj s tem seznanjen, informiran in lahko zahteva dopolnitev. Zdaj, to je, kar se tiče, se pravi, teh vnaprejšnjih ocen učinkov. Ne, kar se pa tiče naknadnih evalvacij, ne, tukaj pa se Slovenija še posebej slabo odreza glede na rezultate, spet se bom pač navezoval, ampak kar boljših nimamo OECD, tukaj pa Regulatory Policy Outlook za leto 2025, ki pač ugotavlja, kako po državah se pripravljajo naknadne evalvacije, se pravi, da vidiš, kako so potem cilji, ki si jih zadal, ko si sprejemal predpis, uresničujejo ali pa se ne. No, tukaj je Slovenija pač na repu, oziroma skoraj na repu držav glede tega, kako pogosto to pripravljamo. Ne, zdaj, če v številkah rečem, ne, prej sem omenil, da te vnaprejšnje ocene učinkov, recimo jaz sem 5 let, zdaj nam je v približno red velikosti je 500 na leto, ne, se pravi, prej imamo predlogov predpisov, no, teh evalvacijskih poročil, ne, ki so tudi obvezna, ne, za vse predpise po nujnem postopku, pa teh ni malo, pa v teh 2 letih jaz nisem nobenega dobil pač v medresorskem usklajevanju ali kakorkoli drugače. A se lahko navežem na to? Razumem, da pri predhodnih evalvacijah je ključni izziv čas, torej ta tempo sprejemanja predpisov, ne pa veščine, ampak kaj pa je razlog potem za pomanjkljive oziroma neobstoječe ex post analize? Zdaj, bi bilo tudi, pardon, ker sem bil očitno nejasen, nisem mislil, da znanje pri nas uradnikih pa že v celoti obstaja, da imamo, se pravi, analitične skile.
in da je torej samo časovni pritisk, in če tega ne bi bilo, bi se pa vse svetlo, tako bi bilo lepo. Nisem tega želel povedati, tudi mislim, da absolutno analitične veščine nam manjkajo, to je tudi ena od kompetenc JRC, kompetenčnega modela, ne, za policy making je, a ne, med drugim se pravi, da se pravi, kako uradništvo zna s politiko komunicirati, ne, o dokazih, ne, in hkrati tudi kako raziskovalci znajo s politiko komunicirati, ne, po JRC-ju je to oboje pomembno. Tako da bi rekel, da absolutno poleg časovnega pritiska sigurno tudi analitični skili so potrebni. Zdaj, ne, vaše vprašanje, zakaj pa se naknadne evalvacije delajo, ne vem, bi špekuliral, no, ampak bi rekel, da v veliki meri zato, ker pač nihče ne teži, da jih je treba delati. No. Ali pa mogoče se tudi delajo, dopušča možnost, pa pač do mene pa do nas ne pridejo, tako da ne bi krivice delal. Ok, hvala. Pa spet vprašanje za predstavnici področnih javnih politik. Katere podatke oziroma podatkovne zbirke uporabljate pri oblikovanju vaših javnih politik in kako bi ocenili kakovost, da ne rečem higieno teh podatkov? Ogromno imamo nekih podatkovnih zbirk, že samih evidenc, pravzaprav, ki jih na področju izobraževanja zberemo, imamo kar nekaj. Centralna evidenca o udeležencih vzgoje in izobraževanja je po moje največja podatkovna zbirka, ki vsebuje tudi osebne podatke, seveda že tu, ko gremo v analizo, marsikdaj moramo pač uporabljati anonimizirane podatke, kar na neki točki nam že krni vse možnosti vpogledov, recimo že ko se ukvarjamo z vprašanjem osipa, se lahko zataknemo in podobno. Imamo seveda tudi cel kup zbirk, ki se nanašajo na delovanje javnih zavodov, se pravi šol in vrtcev, ki govorijo o realizaciji, o številu oddelkov, skupin in tako naprej. Imamo zbirko podatkov o otrocih s posebnimi potrebami. Imamo tudi register zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki pa je recimo ena od tistih zbirk, ki ima trenutno slabo kakovost, saj tako tudi mi ocenjujemo. Tukaj smo prišli do zadreg, ko smo se hoteli odzivati na zelo pereča vprašanja pomanjkanja kadra v vzgoji in izobraževanju, ker nismo imeli popolne zbirke, iz te zbirke nismo mogli sproducirati korektne analize, še posebej ne za področje predšolske vzgoje pa področje srednješolskega izobraževanja, ker ta zbirka podatkov ni popolna, čeprav so poročevalci, to so javni zavodi, obvezani vnašati podatke v svojem kadru v zbirko, teh podatkov v zbirki ni. Tako da smo nazadnje pristali na tem, da smo z anketnim vprašalnikom ravnateljem in ravnateljicam vrtcev in srednjih šol poskušali narediti neko oceno tega, kakšno je v resnici tudi pomanjkanje. Recimo, imamo pač množico podatkov, to je ena vrsta podatkov, registrski podatki, druga vrsta podatkov so podatki nacionalnih preverjanj znanj, ki so na Državnem izpitnem centru, pa podatki o maturi, ki nam lahko veliko povejo o ravneh znanja na nacionalni ravni. Potem so pa tu še podatki mednarodnih raziskav, ki so potem tudi odprte mednarodne baze, iz katerih se da črpati pač vse mogoče. To so neki te osnovni tipi podatkov, s katerimi delamo. Menim, da so podatki zbrani na Državnem izpitnem centru zelo dobri podatki in služijo ne samo oblikovanju nacionalnih politik, in tukaj mogoče, ko se pogovarjamo z dokazi po odprtem oblikovanju politik, naj opozorim še na eno raven, saj na polju vzgoje in izobraževanja je to oblikovanje politik, razvojnih politik in ciljev posamezne šole in vrtcev. Tudi ta raven je za nas zelo pomembna, kakovost vzgoje in izobraževanju v veliki meri temelji na samoevalvaciji šol in vrtcev, tudi ti morajo biti zmožni uporabljati podatke, ki jim jih iz sistema vrnemo, podatke, ki jih sami sproducirajo, in se zelo trudimo, da tudi jim ponujamo orodja. Državni izpitni center je na primer razvil orodje, ki mu rečejo ORCA, orodje za kakovost, s pomočjo katerih lahko šole analizirajo dosežke na maturi pa
nacionalnem preverjanju znanja zelo globoko, kar pomeni, da se lahko matematik vpraša, zakaj moji otroci slabše znajo geometrijo kot v povprečju drugi otroci in v zvezi s tem zelo konkretno sprejema neke odločitve. Vem, da se zdi to mikroraven, ampak te mikroravni se sestavljajo v veliko sliko. Imamo torej veliko podatkov, imamo veliko kakovostnih podatkov, kar pa bi se mogoče še odzvala prej na profesorico Bachelor-Brajnik. Imamo pomanjkanje kompetenc za delo s podatki, tako na državni ravni, vsaj znotraj organa, zato smo tudi šli v projekt Analitsko središče v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer poskušamo te kompetence znotraj organa krepiti, kot tudi na šolah in vrtcih, kjer se teh podatkov kar precej bojijo. Krepimo pa tudi zavedanje, da podatki niso samo številčni podatki in da lahko delamo, da so dokazi tudi kvalitativni podatki in da s kvalitativnimi podatki je v bistvu še težje delati, ker analizirati kvalitativne podatke, bo vsak raziskovalec vam povedal, je hudič in še pa vzraven, ker je pač to še toliko bolj zamudno delo, če pri statistični obdelavi, ko si enkrat prepričan, da imaš počiščene podatke, vržeš nek program, pa začneš računati povprečja, pa standardne odklone, pa iz tega nekaj sklepaš, pa korelacije izračunaš, je pri kvalitativnih podatkih sam koncept, premislek, kodiranje, kako potem te stvari združuješ, zelo zahteven. In mi smo se lotevali tudi na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja obeh pristopov. Se pravi, ne samo kvantitativnega, tudi kvalitativnega, še posebej, ko smo hoteli izluščiti recimo glavne izzive z področja vzgoje in izobraževanja, smo šli v kvalitativne vire, pa smo poskušali počrpati, se pravi, ta spoznanja z obeh koncev. Tako da diapazon podatkov je ogromen, kapacitete so pa premajhne. Če se vendarle vrnemo k zbirki podatkov, ki pušča še prostor za izboljšave, rekli ste zbirka podatkov o kadrih v srednjih šolah in pa o kadrih v predšolskem sistemu. A je torej vnašanje teh podatkov strani izvajalcev teh izobraževanj prostovoljno? Od kje je manjko te motivacije za vnos podatkov, da ga potem na koncu zbirate dvotirno, torej po eni strani zbirko in po drugi strani za anketo? Bom zelo plastična. KPIS, naša zbirka podatkov, je dvoživka. V enem smislu je namenjena izplačevanju plač uslužbencem v javnih zavodih in to samo v tistem delu, ki se nanaša na osnovnošolsko izobraževanje. Tukaj so podatki počiščeni in se lahko nanje kar dobro zanesemo. Medtem ko metodologija financiranja plač v vrtcih pa srednjih šolah ne zahteva tovrstne počiščenosti v bazi podatkov in torej nima konsekvenc pri samem financiranju. Čeprav je za vnos podatkov v zavod zavezan, od tega vnosa nima nobene, bom temu rekla, koristi. To je zanje podvojeno administrativno delo in v zakonu ni penalov, če se podatki ne vnesejo. In tukaj je po moje ta manjko motivacije, čeprav poskušamo z ravnatelji komunicirati, da je za nas pri obdelavi tako pomembnih vprašanj, kot je pač upravljanje s kadrom v celotnem sistemu, kjer nam zdaj kadra še posebej primanjkuje in bijejo placona v zvezi s tem, se zdi, da je zanje ob preobilici drugega dela to enostavno tako veliko administrativno breme, da se s tem ne želijo ukvarjati, mi pa zaenkrat še nismo šli s palico na njih. Ampak če prav razumem, ravno zaradi pomanjkljivih evidenc sploh nimamo nekih verodostojnih podatkov o tem, kako zelo teh kadrov primanjkuje. Drži, najbolj vodotesnih podatkov nimamo, imamo analizo o pomanjkanju kadra, ki smo jo pripravili na ministrstvu na podlagi ankete, ki smo jo izvedli med ravnatelji. Tam je bil odziv, odvisno od ravni izobraževanja, nekje 60–70%. Delež, se pravi, delež zaposlenih smo pokrili s to anketo, na podlagi tega smo potem ekstrapolirali na celotno populacijo to oceno. Je pa težko govoriti, ker tudi metodologija tega, zdaj kaj pomeni pomanjkanje, ali je
pomanjkanje samo nezapolnjeno delovno mesto, ali je pomanjkanje to, da človek bi že moral biti upokojen, pa je še vedno v službi, ali je pomanjkanje to, da 3 ure na teden uči predmet, za katerega ni kvalificiran, vse ostale ure pa uči predmet, za katerega je kvalificiran. Tu je kar nekaj in tukaj pa potem v detajlih so vse te stvari, ki jih je treba pač močno počistiti, da prideš do neke dovolj realne ocene. In tudi seveda ukrepov, ki na tej oceni temeljijo. Mi smo recimo prepoznali, katera področja so tista področja, kjer manjka učiteljev. Na teh področjih so razpisane zdaj dodatne štipendije, dvignila se je višina štipendije, zato da bi bil študij na teh poklicih recimo bolj privlačen. Odziv na to politiko je zelo velik. Imamo pa še nekaj drugih ukrepov, ki recimo naslavljajo to vprašanje pomanjkanja v učiteljskem poklicu. Hvala lepa, magistra Kosta Košenjak. Se pravi, dr. Štanovska je omenila tudi izzive z varstvom osebnih podatkov na njihovem področju, zlasti pri povezovanju različnih zbirk podatkov. Pri vodah najbolj teh izzivov imate. Kateri podatki, kakšna je kakovost teh podatkov na vašem področju? Ja, naše ministrstvo se opira na zelo raznolike vire, predvsem na zakonsko predpisane podatke iz okoljskega monitoringa, se pravi, onesnaževalci, kot na primer industrija, so zavezani k rednim meritvam in rednemu poročanju. Tukaj je mogoče, bom rekla, nadzor malo manjši in tudi verodostojnost podatkov ni, bom rekla, toliko zanesljiva kot pri prostorskih podatkih in pa strokovnih analizah presoje vplivov na okolje, na bazi katerih se potem tudi pač pripravljajo državni prostorski načrti, recimo OPPN in tako naprej. Kakovost podatkov, kot sem že prej omenila, se zagotavlja proaktivno z zakonsko predpisanimi metodologijami merjenja, z obveznimi periodičnimi analizami kakovosti strokovnih podlag, pa tudi z zunanjim nadzorom preko sodne presoje, ker se odločitve ministrstva sprejete na podlagi zbranih podatkov potem v upravnem oziroma sodnem, se pravi z nadzorom ustavnega sodišča, lahko potem tudi preizkušajo. Drugače bi se pa želela še malo navezati, dr. Tilen prej je rekel, način, kako se sprejemajo predpisi pri nas, je zelo specifičen. Namreč zaradi tega, ker imamo tudi izredne dogodke, kot so recimo bile zdaj te poplave, in pride do zelo velikega časovnega, političnega pritiska, urgentne zadeve za reševati in v teh primerih so v bistvu te podlage sigurno se uporabi tisto, kar se v tistem momentu lahko naredi, oziroma tisto, kar se v tistem momentu lahko ima. Smo pa mi specifični tudi z vidika, ker mi vedno intersektorsko pripravljamo zakone. Vedno imamo veliko inženirjev zraven, vedno imamo veliko strokovnjakov z določenih področij. Tako da pravniki imamo vedno zraven ekipo, ko se pripravljajo kakršnikoli zakonski oziroma podzakonski predpisi to zadevno. Hvala, to je zagotovo primer dobre prakse. Pa že prej je dr. Rozman omenil kot primer dobre prakse Nizozemsko, na širši ravni celo Evropsko unijo. Profesorica Bačlija Brajnik, bi vi morda izpostavili kakšno državo, kakšen kontekst, ki še posebej izstopa v pozitivnem smislu pri dokazi oblikovanju javnih politik? Ja, nismo edini, ki se srečujemo s temi težavami. Jaz bi se samo na tole obrnila, rekli ste super, oni so pravniki in pomagajo strokovnjaki, kakšna dobra praksa. Kako lahko je drugače? Kako je lahko drugače? Kaj, pravniki brez strokovnjakov bojo, to je nomotehnika, jaz to ne razumem. To je minimalni, to je higienski minimum, To me zdaj malo zmotilo. Drugače, dobre prakse so, OECD je dal te študije ven, morate tudi razumeti, kakšen je cilj OECD-ja, ampak možne so različne oblike, pri nas je bilo specifično omenjeno, da bi imeli en organ, nek svet modrecev, evalvatorjev in tako naprej.
Jaz se še zmeraj vračam k temu, da bo treba zagotoviti nevtralnost, dokler ima politika na to vpliv, to čisto brez veze. Druga stvar je, da sem jaz to predlagala, en minister je rekel, to je toliko dobra ideja, čak, da se naš mandat neha, pa bomo drugim to naprtili. Prav, to je nekaj, kar je res super, ne, se sliši dobro, ampak da bom pa jaz mogel na ta diktat nekih mislecev, evalvatorskih padati, to pa ne hvala. To je en tak fajn, drugi so še sunset clause, se pravi, da se zakon po recimo letu, dveh neha veljati, pa potem, da mora še enkrat iti v pipeline, pa se pogovarjati o tem, ali ta zakon dosegel svoje cilje in tako naprej. Pri teh ciljih in teh indikatorjih, te key performance indicators, to je treba biti zelo previdni. Prej ste me sprašvali o teh indikatorjih. To je to vzgoja in izobraževanje. Vzgoja in izobraževanje. In kaj merimo? Točke na maturi. Točke na kaj je ta, zdaj sem šel reči, NPZ. Kaj pa vzgoja? Se je prva napisana. Vzgoja pa je fino, ne? Tam so pa ti kvalitativni podatki. Zato je težavno, ker merimo ponavadi tisto, kar nam je najlažje meriti. To, če najlažje to merimo, ne pomeni, da smo merili ta pravo reč. To je ta težava, ne? In zato rabimo premisliti to, ker imamo časovni krč. Mi smo začeli, analiza bila narejena, mislim, da smo lani ali predlani, jaz pa profesor Igličar pač to knjigo izdala, kjer smo analizirali naše številke sprejemanja zakonov po nujnem postopku so nore. To je šlo čez vse meje. Dajte mi reči, kako je lahko in po nujnem postopku približno, smo potem analizirali nekih 85% po nujnem postopku zato, ker je uskladitev z EU direktivo. A ste včeraj izvedeli, da je EU direktiva? 2 leti ste imeli časa. Pa še predtem smo vedeli, da je direktiva sprejeta. Jaz to ne razumem, kako je lahko to validen argument in potem se to vse samo začenja vrteti. Pazite, kaj se nam zdaj dogaja in se nam bo začelo dogajati, ko ne bomo mogli spraviti niti s tem enostavčno povedjo, da zakon nima posledic, na nič. To, kar je rekel kolega Tiler, potem zakaj ga sprejemamo. Zdaj novo finto dajo ven in to je, da koalicijski poslanci predlagajo zakon. Njim pa ni treba dati presoje. Priprav ga ne ona, seveda, da ga ne. Mislim, mogoče kdo, ko dobi kakšen romantičen navdih zvečer ob soju svečke izpiše, to jaz ne vem. Zdaj se je to začelo dogajati. Začelo se je s Cerarjevo vlado in je šlo gor. In tega zdaj tudi nima. Zdaj smo že drugo luknjo pogruntali. Ena je bila, da je z direktivo treba uskladiti, to sem zelo včeraj izvedel. Druga je tako, dokler se bo politika mešala v to, da zakon ne bo mogel biti kakovosten, zakon kakovosten ne bo. Za moje mnenje. To, kaj mednarodno lahko čara, jaz vam lahko povem 20 različnih super modelov, dokler ne bo podpore strani tistih, ki mora biti, ne bomo imeli nič o tem. Tudi če bomo imeli, ne bo funkcionirati. Hvala lepa še za ta kritičen pregled. Ja, ker izvolite, dr. Poštonovska. Se moram odzvati. Naša skrb, da bi cenili samo to, kar lahko merimo, pa ne merili tega, kar cenimo, je zelo velika. Tako na področju vzgoje in izobraževanja pač ne merimo samo izobraževalnih ciljev, ampak poskušamo segati tudi na ta soft področja. Ukvarjamo se z meritvami medvrstniškega nasilja, ukvarjamo se z meritvami stališč mladih v zvezi z državljansko vzgojo. Skratka, imamo kar nekaj tudi polij, seveda, ko govorimo o KPI-jih, recimo, se zelo pogosto govori, sploh v evropskem prostoru, recimo zgolj o teh nekih izobrazbenih najbolj kvalifikacijskih zadevah. Raven znanja, znamo toliko matematike, pa toliko naravoslovja, pa takole preberemo. Ampak zdaj celo na področju sodelovanja v Evropski uniji se v tem hipu prenavlja strateški okvir sodelovanja na področju vzgoje in izobraževanja in tja noter tudi že prihajajo vprašanja v zvezi z državljansko vzgojo, recimo kot eden od indikatorjev KPI, se pravi tega, kar v evropskem prostoru si želimo skupaj dosegati. Absolutno se strinjam, da je redukcija samo na to, kar lahko zmerimo. Hotela sem se pa odzvati na to, da pač ne merimo samo točk na maturi pa na NPZ-ju,
merimo zelo veliko stvari, pa zelo veliko stvari spremljamo na področju zgodbe. Hvala za ta odziv. Ugotovili smo torej, da se lahko kot dokazi uporabljajo različni podatki, torej že različne oblike podatkov, kvantitativni, kvalitativni, da jih je mogoče pridobivati na res številne različne načine. In eden izmed virov dokazov, ki se lahko uporabljajo v oblikovanju politik, so tudi odprti podatki javnega sektorja. Tudi na fakulteti za upravo se s tem ukvarjamo, torej centralna točka, kjer se v slovenskem upravnem kontekstu objavljajo ti odprti podatki javnega sektorja, je portal OPSI. In zdaj me pravzaprav zlasti od predstavnikov prakse, začenši z dr. Rozmanom, zanima, v kolikšni meri se po eni strani ti odprti podatki uporabljajo pri oblikovanju politik in ali tudi sami dajete na voljo podatke drugih, da lahko jih uporabljajo pri oblikovanju svojih politik. Jih naučil mikrofon vžapljati, pa bo že konec. Če se smem sam odzvati na prejšnje izvajanja, izpostavil bi, da se pravi, ko je bilo govora o pripravi ocen učinkov. Zdaj, vlada je leta 2023 potrdila metodologijo za presojo posledic predpisov na različna družbena področja, ki se pravi, vsebuje nekaj čez 100 presejalnih vprašanj, z področja se pravi, kakšni bodo učinki na finance, na gospodarstvo, administrativne posledice, socialo, okolje, pa dokumenti razvojnega načrtovanja. In predvidoma za 1.1.26 bo obvezna priprava predpisov preko novega informacijskega sistema MOPED, katerega eden izmed modulov bo tudi metodologija, se pravi, presoja posledic. In bo se pravi pripravljalec predpisa, bo prisiljen iti čez presejalna vprašanja, narediti mentalni napor, da to upiše, se domnevamo, da je to naredil še preden, je zakon napisal, ne pa da najprej napišeš, pa pol za nazaj argumentiraš. In bi rekel, da je to tudi eden od instrumentov, ki nam lahko zelo pomaga. Seveda se pa lahko vse po vampiri, pa tudi to, ampak se mi zdi smiselno to izpostaviti in zdaj potekajo intenzivna usposabljanja vseh pripravljalcev predpisov za uporabo tega informacijskega sistema MOPED, vključno s tem modulom za metodologijo. Drugo, kar bi se sam nazaj še odzval, je, da v Bruslju ne samo ob kavi pa na pivu, ampak vedno bolj tudi na delovnih sestankih skupine za boljšo zakonodajo, se na glas sprašujemo, a obstaja konflikt med na eni strani pričakovanji, da so predpisi oblikovani na podlagi dokazov, kar smo si tudi predpisali, da morajo biti, in po drugi strani med pričakovanji, da se vlade odzivajo zelo hitro, ker se tudi svet spreminja zelo hitro. A obstaja konflikt? Bi rekel ja. Potem ga rešuješ z iskanjem prave mere. Super, nič lažjega, samo hudiče potem v praksi, v detajlih. Ampak se mi zdi, da je to tudi ena povsem legitimna tema za vprašati se, ali so načela boljše zakonodaje še vedno fit for its purpose, ali pa niso. In se mi zdi to nekaj, kar ni zdaj tukaj doktrinarnega enega in drugega odgovora, ker če smo si predpisali jih, pa jih ne upoštevamo, je za vprašati se, ali jih želimo imeti. Meni se zdi absolutno, ja, seveda, ampak tako se mi zdi popolnoma to tudi na mestu razprava, ki se odvija tudi, kot rečeno, na delovni skupini za boljšo zakonodajo. Zdaj pa, da se vrnem na vprašanje, se pravi, OPSI pa uporabo odprtih podatkov, da seveda na Ministrstvu za javno upravo, kjer smo v bistvu skrbnik nosilci OPSI-ja, seveda se trudimo voditi z zgledom, tako da seveda objavljamo podatke. Še več, zdaj smo ravno v fazi, ko bomo na OPSI-ju pričeli z objavo vseh študij, ki so jih zunanji izvajalci pripravili za organe javnega sektorja in so plačani z javnim denarjem, da bodo torej centralizirano zbrane vse te študije na enem mestu. Na MJU smo izvedli domačo nalogo in smo objavili lastne takšne študije. 12, rekli smo, da niso starejše od 10 let,
pa da, ali pa če so pa starejše, moramo pa premisliti, da so še vedno zares aktualne, da torej ni, da bi zdaj smetili pa dajali ogromno nekih študij, da se nam ne bi dali narediti selekcije. In smo k temu, tej isti praksi, torej za objavo na OPSI, pozvali tudi vsa druga ministrstva, organe, vse stanje vladne službe. In gre to v bistvu za poslansko pobudo v tem mandatu, s katero se je strinjala tudi vlada, se pravi, da se objavijo vse študije financirane z javnim denarjem na enem mestu, seveda pač ustrezno anonimizirane pa poslovne skrivnosti. Pa tako pač vse se pravi do tega, do česar imaš pravico dostopa kot informacije javnega značaja, torej da ne čakaš, da dobiš tako zahtevo, ampak da objaviš sam. Da se mi zdi to, upam, da bo zaživelo in se mi zdi, bo dobra praksa, upam, da bom stala iz tega. Hvala, dr. Drnovska. Na vašem področju, v kolikšni meri so odprti podatki vir dokazov za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih politik? Na našem področju, na OPSI portalu, mislim, da smo objavili eno samo zbirko podatkov. To je bila zbirka podatkov v času covida, ko smo imeli pač zbiranje podatkov o tem, koliko je prisotnih otrok, pa koliko jih je v šoli pa vrtcu. Sicer pa se naši podatki prečrpavajo na SURS, SURS jih počisti in potem objavlja te podatke, registrske podatke, kolikor jaz vem, tudi na OPSI-ju. Pri nas imamo veliko skrbnikov podatkov v hiši, pa nobenega resno krovnega skrbnika, zato da bi delal s portalom OPSI. Mislim, da je to eden od ključnih problemov, pravzaprav ne vem, kako je na ostalih ministrstvih s tem skrbništvom nad podatki, ampak na našem ministrstvu mislim, da zdaj sicer smo imenovali neko osebo, ampak vsaj en človek 100% bi se mogel na vsakem ministrstvu ukvarjati samo s koordinacijo, skrbništvom, objavljanjem, spraševanjem, kaj je za objaviti, kaj ni za objaviti. Jaz mislim, da tega v kadrovskih strukturah ministrstev še nismo resno dorekli. Mi imamo, recimo, nedavno smo odprli čisto novo spletišče, ki je namenjeno podpori kakovosti v vzgoji in izobraževanju, www.zakakovost.si. Na enem delu je portal, ki podpira šole in vrtce, kako sploh peljati proces samoevalvacije z nekimi orodji in tako naprej. Na drugem delu smo zdaj zbrali vse nacionalne evalvacijske študije, povezave do vseh mednarodnih poročil in tako naprej, se pravi, imamo nek sistemski steber, ki to pokriva. Imamo to nekje na kupu odloženo na spletišču, kjer tudi mislimo, da bodo deležniki vzgoje in izobraževanja hitro prišli do tega, da ne bojo pokopali po nekih stranih. Tam smo recimo pri evalvacijskih študijah tudi objavljali baze podatkov, ki se jih da prenesti v SPSS, pa se z njimi potem naprej igrati, bom rekla, če si nek raziskovalec. Ampak na samem OPSI-ju pa, kolikor jaz vem, naše ministrstvo nima prav kaj dosti odtisa. Hvala lepa. Če ne, potem bi nadaljevala s profesor Bašljo Brajnik. Se pravi, zdaj smo že lahko identificirali nekaj ključnih izzivov pri oblikovanju politik na področju dokazov. Ne upamo si več reči, da je izziv premalo časa, ampak iz tega, kar se lahko zaključimo, torej način sprejemanja javnih politik. Potem od drugih sogovornikov smo lahko izluščali, da so lahko izziv veščine, analize teh podatkov, uporabe teh podatkov, zavedanje javnih uslužbencev, da dejansko so oni tisti, ki oblikujejo javne politike. Potem odnos politike do oblikovanja politik. Zdaj lahko na ta seznam dodamo še zapostavljenost SURS-a in statistike nasploh pri oblikovanju dokazov za oblikovanje politik. Profesor Bašlja, bi k temu dodali še kaj? Še kakšen ključni izziv pri tovrstnem oblikovanju javnih politik? Meni se zdi, da bi bilo fino še slišati kaj strani občinstva. Nimam več kaj pametnega za povedati. Mogoče samo v brana kolegici, ki je okroglo mizo pripravila, jaz mislim, da ste hoteli cel pregled, vezan bolj na resolucijo o normativni danosti, pa nekaj malega iz prakse niso vas želeli spustiti, to sem gotova v to, mogoče tudi bolj specifično o podatkih in kakovosti. Drugače pa imamo študij družboslovne informatike, se statistiki kalijo na naši fakulteti, in se učijo samo statistike. Nekih pa je.
Jaz bi raj slišala, če se strinjam, da čisto še kakšno vprašanje, pa repliko, bomo kaj izvedeli, kakšen je utrip med naredimo. Ja, samo še nekaj bi dodala. Ja, jaz bi dodala, da pri nas se je pokazalo, da je velik izziv tudi pridobiti strokovnjake, področne strokovnjake, ki imamo zelo specifično ozko usmerjene specializacije. In se dogaja podobno, kot je gospa direktorica Sursa rekla, da imamo mi hidroinženirjev vpisa 4. Potrebovali bi jih pa vsaj 10-krat toliko, pa še kakšnega zraven. Hvala lepa za to vprašanje. Zdaj, doktor Štanovska je že prej nakazala, torej, kje podatki manjkajo oziroma kje so zelo zgledni. Bi k temu zdaj še kaj dodali? Ja, mogoče še rečem kaj na temo podatkov pa povezovanja podatkov. Ena od predpostavk je, da glede na to, da zbiramo podatke na ravni posameznika, moramo imeti zakonske podlage za vsako povezovanje podatkov med različnimi bazami. Pogosto pride do vprašanj, ki bi jih lahko razrešili ali pa nanje odgovorili, če bi povezali dve obstoječi bazi podatkov z osebnimi podatki, pa, ko smo pisali predpis, še nismo imeli tega v mislih ali pa bo trajalo naslednjih 5 let, da bo ta člen v zakonu spet odprt. To je ena od zagat, na katere v bistvu naletimo. Drugače pa, ko se podatki prečrpajo na SURS in mi imamo odlično sodelovanje na nekaterih točkah s SURSom in tudi zelo dober statističen sosvet se mi zdi debatiral o nekih odprtih vprašanjih, so se nam pa tam pokazale tudi dobre možnosti sodelovanja v tem smislu, da smo recimo ekipo iz Državnega izpitnega centra poslali z njihovimi podatki na SURS, pa so potem oni povezali podatke o družinah maturantov, pa smo iz tega lahko pridobili podatke o tem, kako socialno-ekonomski status vpliva na dosežke otrok, pa tako naprej. Se pravi, tle se mi zdi, se moram odzvati na vaše izvajanje, ker ste ključni pri debati o podatkih. Se mi zdi, da kar imamo veliko možnosti še za nadgradnjo, tudi če bi s SURSom recimo lahko nadgradili to analitiko v zvezi z kadri, recimo, pa neko projekcijo potreb po delovni sili. To je recimo nekaj, kar nam trenutno, čeprav smo že imeli en CRK, pa smo mi delali analizo, pa smo se ubadali s podatki v bazi, nam to pač še manjka. Hvala lepa, bi morda še magistra Kavšna Pošenjak kaj dodala? Ja. Pri nas so problem bolj upravljanje s podatki. Podatki smo po zadnjem času tudi ugotovili, da moramo posodobiti vozni kataster, recimo. Drugače pa podatki so, samo upravljanje z njim je problem, tako kot se navezujem pač. Hvala lepa. Doktor Odon, bi kaj dodal? Ne? Če ne, potem jaz predlagam, da na tej točki to razpravo tudi zaključimo. Lahko vsekakor povzamemo, da še vedno gre za izjemno kompleksno področje, številne izzive, od kakovosti podatkov, manjkajočih podatkov, odnosa do dokazi podprtega oblikovanja javnih politik, tako odnosa tistih, ki sodelujejo pri tem, do odnosa politike, potem ne interdisciplinarnem ali pa multidisciplinarnem pristopu k oblikovanju takšnih politik, potem lahko izpostavimo tudi manjko veščin in pa seveda tudi način oblikovanja javnih politik, na katerega je opozorila profesor Bačlija Brajnik. Jaz bi se na tej točki najprej zahvalila vsem sogovornikom. Čaka nas torej še ogromno dela. Hvala tudi vsem, ki ste podali komentarje. Hvala tudi SURSu, za zelo relevanten komentar. In bi na tej točki zaključila to razpravo in predala besedo predsednici programskega odbora, ki bo poskrbela, da nam bo še bolj vroče.